Dobro došli na Ocvirki podcast. Teče in zdaj, ko začenjamo, bom jaz tule prebral eno lepo misel, ki se pojavlja na koledarčku. Tisti, ki gledate video, ne vem, če vidite koledarček, ampak piše na klopci. Današnjega dne Odpočijem svoje misli. Wow. Zdaj pa vsi skupaj globoko vdihnimo in izdihnimo. Kaj to je neka mistik diki fora. To smo zdaj s podcastom pivotala v... Ocvirki podcast je zdaj postal spiritualen podcast. Tako. Ne. Petek je druga poslušati. Tule bomo probala se zdaj spet na ocvirke. Točiti na izluščanje uporabnih in neuporabnih informacij. Kako si kaj danes, Florian? Danes kar v redu, sicer malo oblačno vreme, meglica v možganih se tudi pojavlja. Brain fog. Imaš pogosto brain fog? Ne. Fajn. Jaz mislim, da sem še vsaj enkrat ta tip človeka, ko pač lahko se takoj vstane, pa takoj gremo nekaj delati načaloma. Ti si zelo... Tis, kar mi gre. Eni rečejo temu go type osebe. Go type, ja. Jaz sem pa precej laid back, lahka. Aha. Ja, meni je to najbolj tako drugače, ko imaš te, nekaj časa so bili full ti morning routine. So bile te jutranje rutine zelo popularne, ne, da je full se s tem ukvarjal, no. Ampak da to je pol trajal, ne vem, ki je nekdo, ki hotel biti recimo produktiven ali pa karkoli, tudi če nisi hotel biti produktiven. Pa če imaš pač nekaj za narediti in pol je najprej trajal, ne vem, 1 uro, da je ta oseba naredila svojo jutranjo rutino in pol še lahko. Jaz pač sem zmatran, že ko sam ti spogledam, da mogo vse to narediti. Pač ja, greš na WC, pa umiješ si zobe in to, kar rabiš in greš. Fajn je mogoče, če že imaš jutranjo rutino, da si kar daš, da je pač neko pomembno pravilo ali pa delo kar del tvoje jutranje rutine, ne? Aha, ali pa to je. Ja. Da ni zdaj pa moram vse tole narediti, zato da lahko sploh začnem delati. Ja, tako da imaš že en čor, preden sploh začneš karkoli delati. Ja, čeprav ti, ko vstaneš, lahko takoj se pržgeš, da si kognitivno sposoben se nekih stvari... Načeloma, ja, razen če sem zdaj pač, da sem ful slabo spal, ali pa recimo, če prijem ful pozno domov, po tistem tudi sem tak. No, ampak sej, verjetno to ne pomeni. V povprečju lahko kar se zbudim in sem ready to go. Pa tudi zajtrka ne jem načeloma, tak da... Ampak verjetno to ne pomeni zdaj, da si ti vstal iz postle, pa si se takoj, ne vem, usedel za komp, ampak... Ne, najprej grem na WC. 1,5 ure, verjetno mine, ne? Je ful odvisen, veš, načeloma, mislim, ful je odvisen od tega, kom za narediti, ampak zdaj, če je neka stvar, da je pač ful nujna, itak, pač no. Se pravim, vsaj nek kopalniški ritual sicer imam, no. Ja. Ampak ni nujno, zdaj, če si mi ful modi, ni nujno, ali pa v bistvu lahko tudi vstanem, pa grem delati. Vem, da tudi, ko sem še bil v IT uredno zaposlen, je tudi to bil včasih. No, dejmo pa sem to, predn gremo na današnjo temo. Kaj pa je pa dejansko tvoja jutranja rutina, če lahko temu rečeš tak? A nisem zdaj že 3-krat povedal? Mislim, si povedal, ampak zdaj... Torej, jaz se vstanem, preberem eno kratko knjigo. Veš, da ja, kar celo knjigo. Potem pa greh Matej, on pa ima doma kuj tiskarno. Pa poznaš to video. Ja, in potem čitamo. Ja, ja, nič, zbudim se, pa načeloma... To je že fajn. Ok, prosti. Načeloma, če njem nič kaj posebej, se spravim najprej v kopalnico, kjer opravim kakšno potrebo in potem si umijem zobke in pajske in se ne dezodoriram in se oblečem in sem ready to go. Okay. To je načeloma, odvisno, koliko se jim mudi, ampak načeloma je lahko, ne vem, 15-20 minut. Če imam full cajta, lahko se zavleče sedenje. Če imam manj cajta, pa lahko že tudi v bistvu se vstanem, pa grem nekaj delati, odvisno zdaj, no. Ampak načeloma, če zdaj to nekaj doma za kompom, preden grem iz stanovanja itak. Se približno uredim, ampak to je to, kar je jutranja rutina. Nimam zdaj, da bi nekaj čaje pil, pa spijem. Evo, to še naredim do kopalnice, pa spijem saj en kozarc vode, evo. To. Ok.
Lepo. Pa pičem nazaj v poslu. Ja, veš, da. To je to, pa malo. Se pravi, zajtrka tudi ne jem, ali pa da bi imel zdaj nekaj. Mogoče raztezanje tudi ne delam, zdaj pa mogo, da grem zakarnil. Fitness mi, kar se tiče, pa če grem kdaj v fitness ali pa kukarkoli rekreacije, mi pa ponavadi bolj paše. Pa popoldan še posebej zaradi tega, ker to zjutraj ne in si pa lahko fejš voh. Aha, ti bolj paše. Ja. Pol, okay. Nekaj časa sem bil navajen, da sem lahko tudi full delal, brez da bi karkoli jedel. Ampak zdaj nisem navajen tako full delati. Ker se mi je pač to, kar delam, se mi je spremenilo. Prej sem delal tudi v nekem skladišču in takrat sem recimo pač lahko bil zelo fizično aktiven, pa nisem nič jedel full dolg. Tak pač full dolg to pomeni, dokler nisem prišel domov, do 3-4, ali pa če je bilo kaj tajega, sem prišel to mesto, ampak načeloma. Pa tiste je bilo kar intense. Valjda, ja. Predlaganje pralnih strojev, pa tako. Sej, tudi mlajši, ko si več lahko se prenese. Ampak takrat sem recimo takrat sem bil recimo sposoben nič jest, pa nabiti na šihtu, pa še polit na Celsko, preden sem jedel, okay. Pa sem bil čisto reden. Ampak zdaj pa moje bolj pomankanje kondicije še vsaj. Ja. Meni se zdi, da še vsaj si lahko čisto sposoben, tudi ko si starejši, da zjutraj fasted pač treniraš. Pa nekaj narediš, da se čisto. Ja, sam navaditi se moraš, po mojem. Je pa nekaj druga, po mojem to, ko si ti rekel, da ti bolj paše popoldan, da če pa zdaj do takrat ne bi nič dal sebe, si pa že nekaj energije čez dan porabil, a ne, ko bi... Ja, sigurno, ja. Ja, jaz imam daljšo rutino kot ti, zaradi tega, ker jaz rabim, po mojem, pol ure, da mi začnejo možgani tako fajn funkcionirati, no. Saj baje, tisti tvoj peak performance je 2 do 3 ure potem, ko vstaneš. In da bi bilo kao fajn, da si takrat schedulaš tisto, kar misliš, da te bo mentalno najbolj kako bi rekel... Izželo. Izželo, ja, lahko tako rečemo. Ampak, zdaj to, da sem to občutil, tako kot si ti rekel, da se pač zbudiš, pa si že pač full ready. Jaz to občutim sam, ko imam daljše obdobje, ko res zelo striktno v istem času hodim spat, pa vstajam. Ko se ti cikli uravnajo in pa si res ready, ko vstaneš. Sam drugače pa moram vstanem, grem tudi verjetno, grem tudi verjetno večinoma prvo na WC, grem spiti en kozarc vode, jaz si sicer dam še noter malo soli za elektrolite. Pogrem pa ponavad za 10 do 15 minut ven. Spat nazaj. Ne. Ja, na svetlobo, ne? Ja, na sončno svetlobo, ampak zmeraj to kombiniram s kajenjem. Ja, to pa ne. Ne, s tem, ne, da pelem pač psa na sprehod ali pa grem sam na sprehod, da imam neko aktivnost, ko me malo prebudi. In svetloba in aktivnost, pa prijem nazaj not, pa si kavo skuham in pol grem ponavadi nekaj delati. In tu je minilo vse skupaj cca pol ure, po mojem. No. Ja, to je vse bilo tako hitre, kam pa peleš psa? Saj sem rekel, grem za 10 minut, 10 do 20 minut ven, ne. Če sem zdaj doma, ne, ko imamo psa, če pa nisem, se grem pa samo malo sprehoditi. Če ni toliko sončno, moraš biti malo dlje zunaj, ker zjutraj ful dlje rabi oči, da pač... Zjutraj so oči ful manj občutljive na svetlobo, medtem ko po noči so pa ful, ne. Moraš pa ahta, da nimaš presvetlih stvari, da lahko zaspiš. Tako da pospijem kavo, pa če je še celo dan, da bom imel workout, potem ko kavo spijem, še workoutam in pa grem kaj delati. Ja, torej imaš kružico pa pol cirka, verjetno. Ja, sam kot ne telovadim zdaj vsak dan na zjutraj. To je po mojem 2-3 na teden. A kiš pa potuško telovati se pretok prešvicaš ali ni potrebe? Ne, potrebe? ker ni, mislim, to delam za moč in nisem, imam zelo simpel Torej se fajn pogreješ, v bistvu ni pa to, da bi že režim za telovadbo, da pač po pol ure je ponavadi dovolj. Kaj pa delaš sem? Pa vse s telesno težo bo. Pač sklece, malo sicer tudi uteži, dvigujem. Ampak drugač, tisti, ko mislite, da rabiš ful velik
da pač vzdržuješ mišično maso, pa da narediš nekaj na moči, ful manj rabiš. Za nekoga, ki nič ne dela, je 2x po 20 minut na teden ogromno. Da si šredet ali da samo vzdržuješ? Ne, da si šredet, da si pač, da nekaj narediš. Sam za moč je to dovolj. Okay. Če hočeš pa rast mišic, se pravi hipertrofijo, boš pa rabo več. Teda odvisno je zdaj, kaj so tvoji cilji. Ampak če nisi nikoli nič delo, pa... Kaj to pomeni, nisi nikoli nič delo? Kaj to misliš? Da nisi nobenih vaj za moč delo. Nobenih vaj za moč delo. Pa boš delo zdaj 2x po 20 minut na teden, je zelo realno reči, da lahko v 2 do 4 mesecih 2 kg mišic daš gor. Zdaj pa, če greš ti zdaj v trgovino, pa kupiš 2 kg mesa, je to kar neki mesa, ne? Če si predstavljaš, da ni tako malo 2 kg mišic dati gor, ne? Ampak so pa še vsaj mišice veliko težje, kot pa maščava, ne? Ko vodo držijo. Ja. Zakaj pa spiješ tisto sol zjutraj? A to vsaj kako sol? Ne, elektroliti je nekaj pač, kar rabiš zjutraj predvsem, zato, poleg vode, zato ker si pač, če si 8 ur spal, si bil 8 ur brez vode, verjetno še več, ker pred spanjem pač ni fajn piti veliko, da ne hodiš skozi cad po noč. Torej boš, če manj spiš, pa nimaš teh. Ne rabiš soli zjutraj. No solutions, only trade-offs. Pa zato, ker je to boljš, kot pa da takoj spiješ kofein. To smo pa že tako imela debato. A se čutiš, da gač spremembo od takrat, ko si dodajaš sol vodo? Ali je to bolj tako, da pač je? Jaz mislim, en problem, ko ga imam, je, da me toliko veliko te stvari zanimajo, da toliko stvari probam, da pač probam včasih preveč stvari naenkrat in pol ne morem točno oceniti, kjera je imela efekt, pa kjera je imela kak efekt. Mix and match. Ampak to je nekaj, ko sem se pač glede na znanost o tem, pa glede na to, kako telo deluje, odločil, da je pač vredna investicija, pa da me nič ne stane, če si dam pač pol žličke soli v... Toliko velik? Ja, v pol litra vode. Aha, pol litra vode spiješ pol na zjutraj že takoj? Ja, sam ne zdaj tak na hiter, no. Recimo v prvi uri ali pa 2 urah dneva. Aha, okej, ja. Ni zdaj ta, da se ostaneš pa zeksaš pol litra vode. Bi pa naj spil v prvih 10 urah dneva večino vode, ko jo moraš spiti čez dan. Ja, sej. Ja. Zdaj se spet daj ostaneš, ne? Če ostaneš ob 12. Ja. Malo podvizati. Jaz sam boš tudi verjetno šel to kasneje spat, ne? Če obstajaš ob 12. Ja, sigurno, ja. Ja, okej. Imaš še kaj za dodati? Ne, mogoče malo ketamina bi ti pomagal za spanje. Ja, fajn. V redu, o čem se pogovarjamo danes? Danes se pogovarjamo o spet eni zelo zanimivi knjigi, Prelomna točka je naslov, ali je po angleško The Tipping Point. Avtor je Malcolm Gladwell. Ne vem, če ga poznaš pa verjetno njegov najbolj znan princip iz knjige Prebojniki, ki se imenuje 10.000 ur. Da kao rabiš 10.000 ur, da postaneš v neki stvari mojster. Ne? Ja, v bistvu tako ni bil koncept, da če hočeš v čemerkoli biti professional, moraš pač 10 ur časa investirati. 10 ur, ja. 10.000 ur, ja. 10.000 ur investirati. Ja, neka ta fora, ampak to vam kdaj drugič, to je pač iz druge knjige Prebojniki ali Outliers. Danes bomo pa govorila o prelomni točki in sicer o tem prelomni točki v tem smislu, kaj so zdaj stvari, ki se morajo poravnati pa zgoditi, da prije do neke te prelomne točke, ki povzroči, da prije do neke epidemije. Epidemije v smislu, ali da se razširi to, kar si predstavljamo pod epidemijo. Neko bolezen, ne? Ja, nek virus, ali pa da se razširi nek trend, ali pa da se razširi konc koncov, če posluša kdo tole, hoče pač svojo blagovno znamko narediti bolj znano, mu tudi ti principi na nek način lahko pridejo prav. Ali pa kakršnakoli informacija, ne? Ja. In zdaj na začetku se pač osredotočamo na 3 zakone epidemije. In to so pač 3 zakoni. Bi povedal najprej sam, kaj sploh je, kaj zdaj misliš, da je epidemija? Seveda nisem to povedal.
Ne vem, če. Zdaj, ko sem dal vse te primere za širitev stvari. Ja, da je to dovolj. Ja. Ker epidemija, mislim, da je specifično pomeni hitro širjenje nalezljivih bolezni. Specifično. Ampak kaj je to po celem svetu ali kdaj vemo, da je epidemija? Ko se nekaj pač razširi zelo hitro in zelo učinkovito. Okay. Pač, da večina ljudi za nekaj vedo, ja. Za nekaj ve, ne za nekaj vedo, ja. sem to povedal. Ker tudi v primeru bolezni se razširi tako hitro, da pač vsi zvemo za njo in kako se pa pred njo probamo nekaj preventivnega. Ker pa pandemija je pa v bistvu, da zajame pa celo celino ali pa cel svet. Tako, v bistvu. tako. Ampak tukaj pač je en aspekt epidemije, ta pomen, osredotočamo se pa bolj na širjenje česarkoli. Zdaj prvi zakon, ko na to vpliva, je zakon peščice, kar je v bistvu nekaj, o čemer smo že velikokrat govorila, 80-20 zakon. Da pač manjšina vpliva na to, ko se zgodi v veliki večini. Tako je. Recimo primer, ki je bil noter smešen, ki mislim, da so za Slovence zelo aktualen, je, da 20% ljudi na svetu spije 80% piva, ki se proizvede. To je, na primer, en primer, ampak meni je najljubši primer tega 80-20 zakona, ki si ga lahko res vsak predstavlja, da 80% časa nosiš 20%. Ja, 20%. Ja, 80% časa nosiš 20% oblačil, ki jih imaš. Aha, ok. A se spomniš še kakšna specifična stvar, zdaj ko smo pri 80-20, kakšna specifična stvar, za katero pa to pravilo ne velja? Tako čisti iz glave. Ne, specifično se ne spomnim, ampak jaz sem vedno presenečen, da najdem na skoraj res vsakem področju, pa vsaki mali stvari, ta vzorc, da se ta vzorc aplicira tudi v naravi, naprimer, pa tak ne. Zdaj, pri epidemijah je baje to nesorazmerje še večje, ponavadi. Se pravi, da še manj kot 20% ljudi vpliva na še, naprimer, ja. Ampak v glavnem, pač glavni primer je, da večino dela opravi samo par odstotkov ljudi. In tako je bilo recimo, zdaj natančno nimam te zgodbe napisane, ampak primer, ki je bil noter napisan, je bil za širjenje virusa HIV v Ameriki. Ker je bilo za nazaj gledano ugotovljeno, da sta bila 2 oziroma 3 posamezniki, ki so največ HIV-a razširili, ker so bili gospodje takšne kazanove, da so pač imeli veliko spolnih partneric, bili so pa tistega tipa, veš, ko si lahko prenašalc, nisi pa zdaj, da bi bil bolan. Nimaš pa ti znaka, da si prenašalc, zanimivo. Tako da v družbenih epidemijah pa isto, se pravi to, ko sem rekel, da se neka informacija ali pa trend razširi, pač eni redki, neki izjemneži ali pa pač posebneži en trend odkrijejo in ga pač prek družbenih vez ali pa nekih osebnih poznanstv ga ful viralno razširijo. Lahko bi tudi za TikTok, ko smo se menila, če pač kdo ustvarja vsebine ali pa tudi, če pač sami gledate, če pogledate si nek TikTok račun ali pa ustvarjalca, je on verjetno 80% rezultatov dobil z 20% videov. Se pravi, 20%, približno petina videov je tistih, ko so mu prinesli največ uspeha. Pa imajo največ ogledov, pa največ followerjev od njih dobil, pa tak naprej. Sam si pa naredil ogromno priložnosti s tem, ko pač objavil fulene vsebine in polen majhen del te vsebine pa prinesel večino rezultatov. V bistvu. To je zdaj en ta zakon epidemije, ta drugi zakon je pa dejavnik prijemljivosti. To si verjetno predstavljaš, kaj bi lahko pomenil, da je odvisno tudi od tega, koliko je zdaj ta informacija ali pa bolezen, koliko se sploh prime ljudi. Torej, pomislimo mogoče prvo na zanimivost, če je dovolj zanimiva, če je nepredvidljiva informacija. In da pač govori pa o tem, da obstajajo neki posebni načini, kako ti povzročiti, da tvoje sporočilo je bolj nalezljivo, da si ga ljudje bolj zapomnejo. Pa da tudi da je to pač možno narediti z relativno preprostimi spremembami. Pa da so včasih te spremembe ful glupe.
Pač Ja. da so nekateri probali neki, ko se jim je zdel čist brez veze, pa je ful vplivalo na to, kako so si ljudje to zapomnili, ne? Ali pa kako se je širila informacija. Ta tretja stvar je pa še moč okoliščin. Se pravi, da zmeri bojo pač tudi okoliščine, pogoji, kakšna je posebnost tega okolja, to bo vplivalo na to, koliko hitro se lahko neki širi. Ne? Isto velja tudi za pač naše vedenje, kako se bomo obnašali, na to ful vpliva na to, v kakem okolju smo. Teda primer, ko je bil tukaj podan, naprimer, da ko smo v skupini, se odgovornost ful porazdeli in pač domnevamo, da bo en drug ukrepal namest nas, če se nekaj zgodi. Primer je, naprimer, da če imaš neko skupino ljudi, pa nekdo dobi na ulici epileptični napad, Ja, vsi čakamo, da bo nekdo vsi drug. čakajo, kdo bo nekaj naredil. Ne? Ja. Zmeri si sicer mislimo, ko si te scenarije predstavljamo, da jaz bi pa že. Ne? Ja, vedno. To je težko. Pa, ampak tu je spet odvisno od okolja pa okoliščin, ker tebi se lahko to zgodi, ko si ti na poti, ne vem, da zamujaš na nek sestanek. Si boš še prej mislil, saj bo že en drug mu pomagal. Ne? Pa si ostali tudi zamujajo na sestanek. In da je pač velikrat isto za spremembo vedenja pač pomembna neka neznatna podrobnost v situaciji, ker smo bolj občutljivi na to, kako je okolje okoli nas, ko pa si mislimo. Ful bolj lahko pač. Zato pa recimo en dober primer tega se mi zdi, da je oglaševanje, da lahko ti govoriš, kakor hočeš, da oglaševanje pa marketing ne vpliva na tebe, pač nima šans. Vsi plakati, ko so zunaj, vse to se nekam podzavestno skladišči, pa lahko vpliva na tvoje odločitve. Če si zdaj res so neke luknjice, ne? Kako to misliš? Da ne živiš želih v socializiranem okolju, kjer pač res ni teh državljajo iz okolja, basically. Tako da pa tudi nima vpliva na tebe, ker dejansko nisi imel kje videti, ne? Če si zdaj res, sem to si pa nekaj gozdni mož ali pa... Ja, gozdni joža. Mislim, veliko lahko narediš že s tem, če recimo če nimaš televizije, ne? Ampak če uporabljaš telefon, sigurno se oglasi. Nek delež jih je sigurno. No? Zato pa uporabljite Brave browser. No se tudi, če ti preskočiš oglas, še zmeri si mu bil izpostavljen, ne? Še zmeri ti je tisti brand ali karkoli je. Recimo na socialnih mrežih se boš težko oglasom ali pa da te nekdo hoče influencati nekaj. Ne? To je zdaj se mi zdi tak, na vsaka 2 storija imaš 3 dajme reči storije oglasov, kjerkoli že pa je to TikTok, je to Instagram ali je to karkoli pač. Ok, in zdaj bomo pač se na te 3 zakone osredotočila in prvo grejo na zakon peščice, ta 80-20, in to je bil meni tak, mislim, da najbolj všeč ta del knjige, ker se pač osredotočamo na tipe ljudi, ki so tisti, ki širijo najbolj informacije. In prvo se osredotočamo na povezovalce. To je pač tip ljudi, ki so povezani z vsemi drugimi, ali pa z ful veliko ljudmi okoli sebe, z sam parimi koraki. Ali pa sam z enim celo, ne? In to so pač, ti ljudje imajo nek poseben dar, da pač zelo združujejo ljudi, vzpostavljajo znanstva in pa prijateljstva, ne? Pa ima pa tudi 3 lastnosti, zakaj bi pač nekdo lahko bil povezovalec. Zdaj, če se mogoče kdo prepozna iz pač teh lastnosti, ne? Prva lastnost je, da poznaš množico ljudi. To pač je, vsak od nas ima nekoga, ko ga pozna, ko se ti zdi, da ta človek pa vsakega pozna, ne? Mislim, da mi dva zelo hitro lahko na nekoga pomislimo, ne? Gospodič Aljaž Bernik je en tak zelo dober povezovalec. In ta druga lastnost je pa položaj pa dosegljivost, ne? Da lahko, ampak da ima on to lastnost, da ga drugi lahko enostavno dosežejo v sam neki koraki. Se pravi, da je na voljo, da je povezovalca, ne? In oni so tudi zelo dobri zato, ker delujejo ful v različnih kulturah pa svetovih. Naprimer,
zdaj se bomo lotila tega Aljaža Bernika. Aljaž ima zelo veliko ljubezen do vina. Ne? In on recimo, hkrati je pa pač glasbenik. Tako. In ker ima to lastnost, da je povezovalec, pa pač je na večjih kulturah prisoten, ne? Na večjih frontah, ali kako bi lahko rekel. Ne? Socialnih krogih. Jih on tudi zelo dober, pač te meje med temi frontami zamegli, pa jih poveže. Ne? In to je pač taka ful pomembna lastnost povezovalcev tudi. Ta tretja lastnost so pa pač basically osebnostne lastnosti. Vsakega posameznika? Tega povezovalca. Se pravi, da je radoveden, da zaupa sam sebi, da je družaben, da je energičen. Zelo pogosto si pač predstavljamo kot ekstrovertirane ljudi, da so ti povezovalci. In v bistvu je to tako neka njihova družbena moč. Več, ko imajo znanstvo, bolj so vplivni. Tako da imajo pa tudi moč šibkih vezi, je pisal noter. In to pomeni, da če ti poznaš tega človeka, se pravi, recimo, da mi dva zdaj, če smo dali za primer, poznamo tega Aljaža Bernika. In ima on to moč šibkih vezi, to pomeni, da če mi dva rabimo do nekoga dostop, je velika verjetnost, da nama lahko on to omogoči. Da ima neko vezo. Če pa ne bi poznala te osebe, ki je povezovalc, bi bilo pa to ful težje. Tako da to so pač povezovalci. Ampak kaj je zdaj tu šibka vez? Šibko vez imaš ti. Aha, to je zdaj sam ta vez, ki ni direktna, ampak je preko nekoga. Tako. To me zanima. Ja. On ima pa moč šibkih vezi, ker ti je v bistvu ojača. Tako da ja, to so povezovalci. Mislim, da res vsak lahko pomisli na kakega povezovalca. In to so pač pogosto pač ljudje, ki jim tudi zaupamo, da nam bojo priporočali v redu ljudi naprej, ne? Ali pa da bojo nas v redu priporočali naprej. To se mi zdi, da je ful podvisno od tega, kaj mi mislimo, kaj si mislimo o tem povezovalcu. Ker če zdaj to nekdo, ki ti je kot kolega, ne? Pa da mu ti zaupaš, pa boš po mojem 100% vzel, da bo to, kar ti bom priporočil, da je verjetno že toliko, da ti bo dal v redu vezo. Ne? Tako je. Če imaš pa nekoga, ki še vsem lahko veliko ljudi pozna, pa ni nujno, da ga ti poznaš, pa ne veš, kam te bo usmeril, pa če ima zdaj on recimo tudi mogoče kdaj kako korist od tega. Mogoče sem taka stvar, na katero se tabor pol opret malo. True, ja. Ampak v osnovi bi pa naj ti povezovalci ful na pozitivno stran. Mislim, res to počeli, ker jim je to second nature. Pač, da je res povezovalci res ponavadi niso, mislim, so naučeni teh sposobnosti, ki jih imajo, ampak ne zato, ker so se jih namenoma učili v življenju, ampak ker so s tako osebnostjo odrasli, ne, pa se razvili. Pa oni imajo, recimo imajo neko osebno zadovoljstvo polo tega, da so povezovalci, to je pač sam nekaj, kar nosijo v sebi in pač se ne morejo izogniti. Piše, da ja. Piše, da in ki je že to bilo. Ja, ni panike. Ker zdaj pač najmalo v tej smeri študiram, ali je to zdaj nekaj, kar ti je, tako si rekel, second nature dejansko, ali je to nekaj zaradi časa se tudi ti mogoče dobro počutiš. Ja. Tako imaš recimo dajalce, ko smo se pogovarjali o prejšnjem. Mislim, v tem smislu je, da je to pač res sam tak močen del njihovega obstoja, da oni res to počnejo ne namenoma. To je privzeto pri njih v bistvu. Ja, tako. Tako da jim je to res naravno. Zdaj imamo pa drug tip ljudi, to so pa poznavalci. Se pravi, imela smo povezovalce in zdaj imamo poznavalce. Poznavalci so pa v bistvu obvladujejo informacije, pa nekako skrbijo za poštenost na tem trgu informacij, ki jih pač izmenjujejo. Izmenjujemo pač z drugimi ljudmi. Zdaj, lastnostni poznavalca so pa naslednje, če se pač tukaj kdo prepozna. Jaz se recimo zelo najdem pri poznavalcu. In prva stvar je obsedenost z informacijami. To je pač precej razloženo že za samo zvezo. Druga stvar je pa delitev informacij. Se pravi, poznavalci niso sam
pač, da bi zdaj sam zbirali informacije, Ampak pa tudi jih hoteli za ja, sebe ja. zadržati, ampak jih ful hočejo deliti tudi z vsemi drugimi. Ne? Kaj se nasmihaš ti tam? Ne? Ko to si direktiva. Veš ko? Ali pa ko nekdo nekaj reče, pač, ne da bi ga hotel popraviti, ampak tako izobraziti, pač for good, ne zdaj, da bi hotel kaj slabega. Ali Pa lej, isto je zanimivo, zdaj, če se postavim v to... A ti veš, da to je ta. Da če se postavim zdaj tukaj, če se pač opredelim kot poznavalc, ne, kot ta oseba z temi lastnostmi, Ja. mi je zanimivo, da je tudi meni to, tako smo prej za poznavalca rekli, da mu je to ful del njegove narave, je meni isto, da moji možgani čist pozabijo pomisliti, kak je lahko annoying, ali pa da te noben ni vprašal neki. Da je res pač tvoja narava te prav sili, da ti hočeš pošerati informacije. Ja. Ne? Pa spet vem, kako zapakiraš. Ne? Ja. Pa če znaš ti mal brat sobo, oziroma da si mal empatičen, zdaj veš, kje je tvoja meja s tem. Ne? Ja. Tako da to, ne, da so obsedeni z informacijami, da delijo informacije in pa, da v bistvu lastne probleme, svoje čustvene potrebe, tako rešujejo, da rešujejo probleme drugih. In to je tudi en od razlogov, zakaj hočejo drugim tako. Zdaj sem hotel povedati, kako naj živijo svoje življenje, kar ni daleč od resnice. Ja. Ampak, ja. Lahko malo elaboriraš ta stavek, da s tem, ko rešujejo probleme drugih, rešujejo tudi svoje. To zdaj gre za isti problem ali to bolj, da se boljš počutijo? Pravim, da bolj čustvene potrebe. Se pravi, da jaz recimo s tem, ko... Da hočeš biti koristen in zdaj pomagaš ti na ta način sam sebi, da nekomu pomagaš rešiti nek X problem. Ne? Ja, neko res veliko zadovoljstvo dobim iz tega, če sem lahko nekomu podal neko informacijo, ki mu bo koristna. Zato tudi tole delam. A tu kakšna korelacija s people pleasanjem? No, maybe. Mogoče so tu kakšni vzorci iz otroštva ali pa kaj takega, ne? Da si se razvil na tak način. No, okay. Ampak pri meni, jaz sem zmeri bolj to doživljal kot, čeprav radovednost je pred tem, ne? Ko mi zdaj govorimo o tem, da ti drugim deliš, ja, tukaj bi lahko hitro bil kak people pleasing, ne? Čeprav people pleasing bi lahko tudi bil, da bo že enkrat tih, ne? Ja, to je pol naslednji stadij, ko se zaveš. Tako da ja, obsedeno z informacijami, delitev, pa da pač veš stvari, ki jih ostali ne poznajo, ampak ti je skoraj bolj pomembno, kak ti naprej daš to znanje. Ti je skoraj bolj pomembna delitev informacij, kot pa posedovanje informacij in da pač to učinkovito počnejo poznavalci ravno zato, ker iskreno želijo pomagati. Ni zdaj to sam pač gobcanje. Niso pa poznavalci tako dobri v prepričevanju ponavadi. Zaradi tega, ker so rajš učenci, kot pa učitelji. Okay. Čeprav še vedno na prvem mestu ti je tisto, da ti razkopavaš pa raziskuješ. Čeprav ti da tako veliko zadovoljstvo to, da pač ti to prodaš naprej, ampak zdaj sem se narobe izrazil, ker ne prodaš naprej, ti sem hočeš dati naprej, ne razmišljaš pa veliko o tem, kako boš to zapakiral, ko si prej rekel, da je to ful pomembno. Ne? In zdaj imamo pa ta zanimiv del, ko pač prije do interakcije med temi različnimi tipi. In do epidemije ful pogosto pride, ko se oni prvi, ko smo prej omenili, poznavalci, povežejo z povezovalci. Zato, ker poznavalca pač ti zdaj obravnavi kot neko banko podatkov, ki poskrbi, da se neko sporočilo ustvari. Če bo zdaj on to predal poznavalcu, lahko on distributira to med ful ljudi. Tako da tu je zdaj se začnejo te stvari pač pri odnosih postajati zanimive. A tretjega tipa pa ni tu? Je. Ja. Here we go. Ok, no to me zanima. Še tretji in zadnji tip in to so prodajalci. Aha, ok. Prodajalci, njihove lastnosti so pa prvo valjda pač prepričevanje, da pač so dobri, da te prepričajo, da ti verjameš tizmo, kar slišiš. Druga stvar je, da pač razumejo, da lahko imajo malenkosti enake posledice, kot pa velike stvari. Naprimer, pri oglaševanju, bo tisto, ko je dober prodajalec, ali pa če ti skuša nekaj prodati, mu je zelo pomembno, kakšne besede uporablja, pa kakšne primere ti daje, pa kako bo probal apelirati na
tvojo specifično osebnost, ko ti bo informacijo predal. Ne? Ta tretja stvar, pa zadnja je pa pač, da ima dobro neverbalno komunikacijo, ne? Da obvlada v bistvu stvari, ki so prikrite pa neizgovorjene. Ne? Da ve, kaj reči, pa kaj ne reči in tudi znajo zelo hitro zaupanje pač vzpostaviti pa biti empatičen. Tako da ti trije tipi ljudi v bistvu večino epidemij pa trendov, ki se na svetu dogajajo, spravijo v pogon. Ok. A je naveden kak primer znanih osebnosti teh tipov ali pa mogoče kak znan človek, ki pa združuje vse te tri? Je to sploh opcija? A veš, da lahko da je, pa da nisem... No, to je čisto takšno. Ampak delaš se specifično ali pa da ti pride na misli, vse druga ni. Ja, ampak meni se zdi, da lahko imaš pač človeka, ki je dober v mogoč 2 ali pa vseh 3 stvareh. Mislim, da so to pač res izjemni posamezniki, ko bojo pač res uspeli. Izjemno nadležni. Ja, ne, če so dobri prodajalci, sploh ne veš, da je nadležen. Ne? Ja, ok, ja. Ampak v glavnem, ti trije tipi so za... Jaz bi rekel, da vsak od nas se lahko v enega od teh košov vrže, ali pa v nek spektr teh košov. Ampak nismo pa vsi taki, da bi res eno od teh osebnosti res 100%. Ker jaz recimo se ful 100% identificiram z tem tipom poznavalca, ko je tukaj opisan. Pa tudi zelo bi Aljaža, ko smo ga prej omenila, dal za povezovalca. Ne? Vem pa, da bo ziher kdo, ko se mogoče ne identificira face z nobenim tem posebej, pa se mu zdi, da ima samo par mešanih lastnosti. In da je to pol tista skupina ljudi, ki jim pač ti trije tipi v bistvu skrbijo, da informacije do njih pridejo. A veš, da sem malo dolg povedati, ampak ja. Da pač ti trije tipi ljudi so tako neki prevajalci. Da pač oni pobirajo ideje pa informacije, pa jih prevajajo v nek jezik, ko ga lahko vsi razumemo. In v bistvu bi lahko rekel, da poznavalc najde informacijo, jo spravi do povezovalca, povezovalc jo ful razširi naokoli in pol prodajalci še bolj oblikujejo sporočilo, da postane razumljivo vsem. Aha, torej on sam preoblikuje sporočilo. To je, kaj? Pa da zna prepričati, pa ima pač zaupanje ljudi. Zna to res prodati, ker je pač prodajalec. In tukaj tudi piše, da ti tipi ljudi, sicer najbolj po mojem to velja za prodajalce, da naredijo stvar bolj prijemljivo tak, da jo spremenijo na način, da izpustijo nepomembne informacije, pa da poudarijo pač neke podrobnosti, zaradi katerih dobite to sporočilo nek globlji pomen, pa da ga pač ljudi vredno. Tako je. Tako da, zdaj, če sam povzamem, povezovalci, poznavalci pa prodajalci v bistvu predstavljajo, ko smo prej govorila o zakonu peščice, če vzamemo zdaj 80-20, tistih 20%, ki sprožijo 80% gibanja informacij v naši, kako bi rekel, ekonomiji informacij. Imaš kakšno vprašanje? Se ti s katerim tipom identificiraš? Ne vem, glih sem razmišljal, ampak... No, vidiš, bi rekel, da imaš pač ljudi, ki pa ne bojo se takoj v nek koš vrli. Itak ne moreš, če zdaj rečemo, da so tudi trije, da je to 20% ljudi. Ja. Ampak jaz, ko tebe pogledam, bi te imel najbolj za poznavalca tako sebe. Sam da ti nimaš, se mi zdi, toliko močne tete lastnosti za delitev, ko jo imam jaz. Sigurno je. Ja. Mislim, jaz tudi načeloma nisem zdaj tako fejst ekstrovertiran. Nisem sploh ekstrovertiran, pa moje je bolj način izražanja to, kakor veš, da se pač jaz recimo obnašam v krogu zelo poznanih ljudi. Ampak načeloma ne bom pa zdaj nekomu pamet celil, če me ne vpraša, pač ponovadi reš, pa se bom prej umaknil. Ja. To je meni ful zanimivo, če se
na hiter na to temo ekstrovertiranosti pa introvertiranosti osredotočimo. Zdaj, če slučajno kdo ne ve, kaj to pomeni, če bi pač povedal. Kdo je introvertiran človek, pa kdo je ekstrovertiran človek? Ja, introvertiran bi tak bil nekdo, začnimo pri ekstrovertiranih. Okay. Nekdo, ki mi zelo paše biti okrog ljudi, torej da je skozi socialen, ful mu paše, da se nekaj dogaja, ne more, pač težko je sam. On se napaja v bistvu s tem, da je skozi v interakciji z ljudmi, zelo družaben, to je ponavadi zelo glasen. Ja, se dovolj tako povedal. Introvertiran, pa glih obratno, je pa zelo zmatran, lahko hiter, če ima okrog sebe skozi nekaj ljudi in pač on se pa v bistvu napaja s tem, da je sam, da nima toliko ljudi okrog, pa da ni odvisen od nobenega. Ja, jaz sem se s tema dvema izrazoma prvič srečal v srednji šoli pri psihologiji, pa sem takrat vzel to ful črno-belo. Se pravi, ljudje smo introvertirani, pa ljudje smo ekstrovertirani in to je to. In sem se ful dolg časa imel za ekstrovertiranega človeka, že sam zaradi tega, ker sem pač nastopil, pa se pač ful družil z ljudmi, ne? Ampak ko sem pa zvedel, da je to pač bolj spekter, pa da lahko imaš ti neke lastnosti obeh dveh teh polov, pa ko gledam za nazaj, res nisem bil toliko ekstrovertiran nikoli, ker ko nastopam, imam nek karakter, neko masko, to, ko smo se že pogovarjali. Ja, ti nek lik igraš, kaj ti mislim, da ne moreš s tem glih mešati. To, ko sem se pa ful družil, sem se pa tudi pač, ko si rekel, da je odvisen, koliko svobodno se počutiš v družbah, ki jih poznaš, ne? Da sem zmeri temu, kar bi pač mogoče rekel ekstrovertirano vedenje, je bilo pač med ljudmi, ki sem jih poznal, pa s katerimi sem že stkal neko vez, ne? In zdaj se imam za ful bolj introvertiranega, ker sem se pa imel včasih. Pač recimo, jaz ful nisem za kakšne klube, pa to. Sam ne vem, če lahko s tem to direktno povežeš. Mislim, da je bolj, da se moraš vprašati, ko si recimo zmatran, ali ti paše, da imaš ful ljudi okrog, ali imaš raj, da prideš domov in da ni nobenega, oziroma da ti doskrat bolj paše biti sam, ko pa da imaš ful neko družbo. No, sej bila mi je tudi ful všeč razlaga, ko je dr. Huberman rekel, da tudi introvertirani, da je pač napačno mišljenje, da introvertirani ljudje hočejo biti sami, pa se hočejo izolirati. In tukaj sem se ful s tem poistovetil, ko je rekel, da to sploh ni res, ampak da pač introvertirani ljudje rabijo več časa oziroma časovnih obdobij, da si v narekovajih nafilajo baterije za socialne interakcije. Se pravi, vse ful radi družijo, ampak ima to neko mejo in pol morajo iti si nafilati baterije, a veš, kaj mislim. In postane to too much. Ja. No, ampak zdaj, če še enkrat greš sam na to, a ti bolj paše biti na koncu dneva sam, ali bi ti pasal, da imaš pač več ljudi okrog sebe. Sam. Ali pa recimo tudi na daljše neko obdobje, veš, meni je to ful tak. Jaz isto, se poistovetim z nekim introvertom bolj, ko pa, da bi mi zdaj pasal, da se skozi nekaj dogaja, pa da skozi rabiš neko družbo, pa takno. Ja. Se tukaj bi rekel, ne vem, ni sicer o tem bilo govora, razen ko imaš pri tem, da pri povezovalcih so čisto pisane osebnostne lastnosti ekstrovertiranega človeka, bi rekel, da tudi prodajalci bojo bolj ekstrovertirani, poznavalci bi pa rekel, da znajo biti bolj introvertirani. Če je ravno to težava v narekovajih, da nimajo tako dobre sposobnosti, kot prodajalci predajati naprej, čeprav si to želijo, pa kako to zapakirati, ne? Ampak to je bolj poudarjeno, verjetno to konzumiranje informacije. Ja. Zdaj, kakšna pa težnja kaže, da jih moraš napredati, pa drugo vprašanje. Pa kje zdaj ti to narediš? Ti lahko tudi na internetu, pa težiš ljudem doma. Ok, zdaj pa gremo na naslednji zakon, ko smo preomenjali, zdaj smo imeli zakon peščice, bil prvi, gremo pa na drugega, dejavnik lepljivosti. Tukaj imam ful mal, pa ker je tudi zelo preprosto za razumeti, da pač ni pomembno sam, kaj je sporočilo, ampak tudi kakšna je njegova vsebina. Se pravi, a si ga je pač lahko zapolniti, a ga je pač easy razumeti,
a te spodbudi, da nekaj narediš. A ne? To so vse neke stvari, ko so pomembne in za te stvari bojo verjetno pač poskrbeli prodajalci. A ne? Tako da včasih, to, ko sem prej rekel, da prodajalci razumejo, da pač na vides neka nepomembna sprememba lahko ful vpliva na to, koliko se sporočilo prime v družbi. In ena zanimiva študija je bila, ko je nekdo skušal privabiti študente na cepljenje proti tetanusu. Okay. Kdo je poskušal privabiti študente? Nekdo? Howard Leventhal. Okay. In nekako jim pač ni uspelo, da bi pač dovolj pač teh študentov spravili na cepljenje. In so pač probovali, kaj lahko naredijo. Ne? Zdaj pa, ti si se kdaj cepil za tetanus? Mislim, da je to nek, ne bom rekel, da ima reč del pregledov, ki jih imaš v osnovni šoli, pa ne vem, če ne tudi v srednji deloma, pa na faksu nekateri, ko so ti sistematski pregledi. Ampak jaz mislim, da večinoma smo Slovenci proti tetanusu cepljeni v osnovni šoli. Ok. Jaz sem šel sam pogledati, kako se je že tole zgodilo. To je bilo ponavadi, to je ta zaščita, če stopiš na žebelj, ne? Ja, najbolj ste cepljeni za tetanus. To se mi zdi, da je prva stvar, ko te vpraša, pa načeloma do neke generacije, mislim, da smo več ali manj vsi bili cepljeni za tetanus. Zdaj pa ne vem, koliko časa pa drži to. Tako da, ne vem, ti zdaj preverjaš za cepljenje ali kaj druge? Ja, jaz sem šel sam iskati, ker nije napisano, pa se mi zdi, da bi bilo zanimivo, ker bo pač, je bil zelo dober primer za razložiti. Ok, sem našel. Se pravi, ena majhna sprememba je sprožila, da se je 28% študentov več šlo cepiti. Denarna nagrada. In ta majhna sprememba je bila samo to, da oni so delili tako neke flyerje, na katerih je pisalo, daj bo cepljenje, pa to ne. In ta majhna, na vides nepomembna butasta sprememba je bila samo to, da so na flyerje dodali zemljevid z črtico pa obkroženim, kje na kampusu cepljenje poteka. Aha, ja, da priješ na izid do te informacije. Ja, okay. Ker da se ti pa ne da sploh pozanimati, kje je. Ja, čeprav je pisal točno kje, pa kdaj, ne? Ampak sam tudi majhen vizualen podatek je pač vplival na to, da je skoraj tretjina več študentov se šla cepiti. Aha, ok. Degač pa, če lahko te razsvetlim do okužbe, z tetanusom lahko prije prek rane, ki je onesnažena zemljo, v kateri so spore bacila tetanusa. Posebej nevarne so za zemljo onesnažene obodne rane, žulji, opekline in druge, kakve ureznine ali pa mogoče tudi neopažene rane. Pa ko na kak žebelj stopiš zarustan. Ja, to mislim, da je najbolj pogosto. Je pa že od 51. se v Sloveniji cepi. 1951. Mislim, da večino, osnovno cepljenje se opravi po schemi 2+1, to je pri 2. mesecu, 5. mesecu, pa med 11. do 18. mesecem starosti. Pa pol je poženitveni odmerek prejme pa otroci v 2. razredu osnovne šole, pa v srednji šoli oziroma v starosti med 15 in 18 leti. Ok. Pa po vsakih 10 let oziroma o poškodbi. Tako da načeloma vsi, ki ste bili v osnovni šoli, pa ste šli na te preglede, pa to je bilo to več ali manj obvezno, razen če so se starši zavzeli za to, zdaj mislim, da tega že dali več. Ja, ker to je drugač, ker grozna okužba. Tetanus, ja, mi rekel, ja. Ne vem, če poznam koga, ja. No, pač, kakor vem, vpliva nekako tak na živčni sistem, pa mišič čevje, da te tako bi se celo telo zakrčilo. Ja, kot prvi znak se najpogosteje oziroma v polovici primerov pojavi otrdelost pa krči, pa sledi otrdelost vratu, težave pri požirjanju krč, glasilk in mišic sapnika, krči po celem telesu, močno okrepljanje refleksij, potenje in povišana telesna temperatura. Ful grozna smrt pa je, no.
Zaznavni del živče ni prizadet, zato je bolnik pri polni zavesti. Oh, God. Tako da ja. Ja, tako da, če gremo nazaj na dejavnik lepljivosti, tukaj je bil sam point, da z neko na vides nepomembno spremembo, kot je ta zemljevid, smo lahko ful vplivali na sprejemanje neke informacije in pač nauk tukaj je, da pogosto obstaja ful preprost način, da ti informacijo preoblikuješ na tak način, da se ljudje ne bojo mogli upreti, sam pač najti ga moraš, ne. In večinoma pač to z testiranjem najdejo, ne, samo da probuješ. Okay. Ker ljudje smo sicer ful bolj predvidljivi, ko si mislimo, sam težko se počasih spomniti, kaj pa so te stvari, ki bojo vplivali na predvidljivo vedenje ljudi, ne. Primer? Kot je bil ta primer, Aha, na primer, ne. Ok, zdaj pa gremo na moč okoliščin, to je še tretji zakon. Aha. Imela smo zdaj zakon peščice, ko smo imela tipe ljudi. Zakon lepljivosti. Ja, tako, kjer smo imela tole o majhnih spremembah, pa še moč okoliščin. In tukaj je pač v glavnem pojem, da če ti spremeniš okoliščine, tudi lahko vplivaš na to, da prija do neke epidemije ali pa da se začne širiti neka informacija. A si že čul kdaj za teorijo razbitih okn? Ja, sam kar pove, to je neka ta fora, da če imaš ti recimo neko, da jim reč, mestno četrt, kjer je ful nasilja, kjer je ful tega vandalizma, bo tega čedalje več ali kva. Če se pa skrbi za to, da ni recimo za razbitih okn, bo pa se pa prizadevajo vsi, da ostane tako. No. Vse si v glavnem si pač zajel. Pač gre za to, da v bistvu na to, koliko je kriminala, vpliva nered v okolju, v katerem se kriminal odvija. Se pravi, če se v neki hiši, zato se reče teorija razbitih okn, zato zdaj na tem primeru. Yep. Če imaš pač neko hišo, kjer se je okno razbilo, pa ga noben ni popravil, pol bojo pač tisti, ki bojo hodili mimo, se bojo mislili, da se za to hišo noben ne zmeni, ne? In kmalu bo zmeri več razbitih okn, zaradi tega, ker bojo ljudem pač, ali pa tisti, ki pač izvajajo kriminalna dejanja, da bojo imeli feeling, da je pač je to dovoljeno. Ker pač, če je nekdo to naredil, pa ni tega, noben se potrudil popraviti, pa je vseeno, če še eno razvijamo. To isto, če si bil da kakšno mesto, ki je res čisto, pa da imaš da je ful urejeno, pa še po možnosti ful kamer, ti ne boš upal smetiti tam. Ja. Medtem, ko če že tako vse vsrano, pa imaš tam kup smetika, boš pa ti še nek papirček gor vrgu. Zdaj, ne boš se sekiral glede tega. No. Tako da, če ti pošiljaš znamenja ljudem, da je vse dovoljeno, pol ne pričakuj, da se vse, kar je možno, ne bo dogajalo. Ne? In da je v bistvu v tem smislu tudi kriminal pač nalezljiv. Tukaj si ti sprožil dejansko epidemijo, zato ko nisi poskrbel, da bi okolje bilo tako, da bi zatiralo kriminal, a ne? Ampak ga spodbujaš. In pač začne se pač to samo z enim razbitim oknom, pa se pa lahko na celo skupnost razširi. Zdaj pa tukaj sta bila pač poskusa, da eno je bilo, da so imeli ful težave, ne vem, ki je v Londonu ali kje, da so se ljudje ful švercali na podzemne. Na kakšen način pa? Čez tiste neke, ko moraš karto dati, ja, to ne, da so tam pač čez. In vse, kar so naredili, je, da so za neko časovno obdobje ful stroge kontrole na tiste točke postavili, pa vsakega, ki je pač kaj probil, so mu dali pač neko denarno kazen in to je bilo to. In je pač že tisto kratko časovno obdobje izvajanja nadzora ful zmanjšalo poskuse. Še bolj tak znan je bil pa, ker so imeli neke težave z grafiti, predvsem z grafitih na vlakih. Aha. In je bila fora, da če si predstavljaš, da ima železnice tako neko zbirno mesto ali pa blizu glavne postaje, kjer se pač parkirajo vlaki, ki trenutno niso aktivni. In tam se je problem pojavil, ne? Tam so vlaki stali, pa so pa po noči prišli neki vandali, pa so pografitali vlake. In vse, kar so naredili, je, da so bili ful, kako bi rekel, vestni pri tem, da vsakič, ko je kdo pografitil vlak, so ga v roku enega dneva nazaj lepo poštrihali pa spravili dol tiste grafite.
Ok, tako da jim je Ja. bilo malo Sisyfovo delo, ne Da bomo v zdaj bi- da v štrihali, bistvu če pa to tako, gre vse. Pa ne samo to, ampak ljudje niso več videli vlakov, ki so pografitani. In niso imeli ideje, da je to dovoljeno delati. Ja. Tako je bilo pa pri okno razbito Ja, naprej. ja. Ne? Tako da to je zdaj ta teorija razbitih okn, da pač imajo moč okoliščine na ta način, kako lahko pač okolje vpliva na to, kako se ti obnašaš. Pa je pa še Zimbardov poskus. To je bil pa pač en Zimbardo, ki je v bistvu preuredil svojo klet v zapor. In je pač ugotovil, da če ti preurediš nek prostor, lahko tudi to ful vpliva na to, kako se ti vedeš. In kar je naredil v bistvu je, da je on v to klet, pač ne vem, ki je prišel dol, se je res počutil, da je pač zapornik in ni nič tam naredil na to foro. Na kjero foro? Mislim, Ko je nič naredil? Se mal ne vem, zdaj, kako govorim. Za njega se mi zdi, da to bilo zdaj ful Ker lahko da sem to negativno. povešal z unim, ko je pol naprej. Grem sam Ni pa nekaj. Da greš pa tudi, ko pravijo, da recimo moraš si ti okolje narediti, če hočeš biti bolj produktiven ali pa če hočeš biti bolj urejen, da ti si tudi okolje narediš tako, da je urejeno. Oh my god, A si našel? to sem jaz vse zmešal. Veš, kaj je Zimbardov poskus? Povej. Sem se sam zmedel s tem, ker si narobe napisal, ko je naredil. Poskus, ki ga ti zelo dobro poznaš. Ja. Stanford Prison Experiment. Ja. To je njegov. No to je dejansko alteraš ful okolico, pa daš jim moč, pa nekaterim odzameš moč. Tako. In s tem, ko si toliko spremenil razmere, si spremenil tudi vedenske vzorce ljudi. Ne? Za tiste, ko ne veste, kaj je Stanford Prison Experiment, to so bili študenti, ne? Ne vem, če so bili samo študenti, pa tako naključna ekipa ljudi, ki nima nič en proti drugem. No, ampak tu sem zamešal, ker ni svojo klet preuredil v zapor, ampak kleti tistega objekta. To pa ja. Je preuredil zapor in pa so dodelili nekaterim študentom vloge zapornikom, nekaterim pa vloge paznikov. In ker so v teh vlogah bili, pa v tem specifičnem okolju, so razvili pač vedenske vzorce take, da so pa tudi predčasno mogli eksperiment zaključiti, ker so se pazniki zelo sadistično začeli obnašati do zapornikov. Ne? To je bil kar dober. Nekako je to zdaj ne bi šlo skozi pomagati. Ne vem, če. Čeprav vse od začetka je zelo ni tako neetična raziskava, dokler se vsi normalno vedejo. Ko ne vem, veš kaj, ko zdaj ne vem jaz, kakve so dali njim sploh omejitve, pa to, ne. Pa zakaj so se pa začeli oni tukaj znašati na njimi, pa to jaz mislim. Ampak ja. Kaj pa je drugač, čeprav to zdaj nem, če spada glih zraven, ko je bila neka bolj arci razstava in se je ženska postavila v prostor in je bilo tako, da je poskus je bil to, da so lahko vsi z njo delali. Menda, ja. Da so lahko vsi z njo delali, kar so hoteli in pač se res, dokler je pač dovolila, je folk videl, če dalje več stvari kar sprejemljivih, ne, so vse sorte pa poskušali. Zelo v bistvu podoben primer, ne. Dobro, sem tam ni bilo zdaj okolje vplivali samo na sebe, čez čas, ko so videli, da pač lahko se karkoli s to žensko dela, ne, so pa tudi drugi nadaljevali. Če bi šel nazaj na teorijo razbitih okn, je ona v bistvu predstavljala stavbo z vedno več razbitimi okni. Tako je, držijo. Ne vem pa, se ti spomniš, kaj bi pol faktor na koncu, kaj ono naredi, da se pol kar naenkrat to preneha? Ne vem. A je opisan to? Spomniš, ne veš. Ona je kar svetovno znana umetnica, ima zelo veliko zelo znanih razstav, ker ima zelo drzne pa zanimive ideje. Vem pa, da so jo takrat tudi porezali, pa ne vem kaj vse. Ja, pa zakurili, pa ne vem kaj, ja. Neverjetno. No, to zdaj, kakor se spomnim, to ni nič fact. Ampak ja, ful dober primer, v bistvu enake psihologije, ne. S tem, da tam še lahko malo povežeš z črednim nagonom. Ja, da pa vidijo, da je to, čeprav se čredni nagon je pa vsod tukaj prisoten, tudi recimo pri teoriji razbitih okn, ko eni vidijo, da se da razbijati, da ima še mine variante. Tako da tukaj je tudi primer, da lahko pač imaš ti, da lahko normalni ljudje
ko so hodili v neke ful dobre šole, pa bogate soseske, lahko ful spremenijo vedenje, če se jim zdaj razmere tako spremenijo, da pa zdaj se preselijo ali v nek kriminalen del mesta, ali pa da zgubijo cash, pa živijo na ulici, bo to ful tudi vplivalo na pač njihovo vedenje. Ne? In da je pač značaj ni glih nekaj, kar se ne spreminja, ampak je bolj podoben nekemu kupu navad, želja pa interesov, ko niso pač ful povezani med sabo, pa so odvisni od okolja. Se pravi, da tvoj značaj ni fiksen, ampak se spreminja glede na okolje, v katerega si vržen. Kar je po mojem zelo smiselno, zaradi tega, ker ljudje se že pač prilagodimo okolju zato, da preživimo, ne? Na nek način. Sigur, vse to je bil del revolucije, po mojem. Tako je. To je bil ta Zimbardo poskus, torej sem tule oklepaje napisal, da ne bom še da je bil to Stanford Prison Experiment. Ja, kar zanimivo, kdaj je bilo to? 71, kdaj so delali? To je ful star poskus, drugače. Ta poskus je bil leta 71, ja. Piflar. I've got internet, bitch. Ja, ok, razumem. Ok, zdaj imamo pa še sam pri tej moči okoliščin magično številko 150. Ok, kaj pa to? Da je 150 največje število posameznikov, s katerimi lahko imamo pravi družbeni odnos, kjer vemo, kdo so, pa kako so povezani z nami. In to je ključnega pomena zdaj tu. Mogoče zgornja omejitev 200. In ravno zaradi tega, naprimer, če je kdo bral knjigo od Hararija Kratka zgodovina človeštva, so se razvile naprimer religije pa govorice. Oziroma govorice so že v tem sistemu. Pač do 200 ljudi lahko ti po sistemu govoric veš nekaj o ljudeh, ne? Pa je malo veš, a jim zaupati, približno veš, kdo je to. Ko greš pa nad 200, pa ne moreš ti več handlati take velike količine ljudi in takrat lahko sam nek sistem poveže ljudi, kot so naprimer verstva, ne? In v bistvu verstva so ful zaslužna za to, da se je človeštvo naučilo v ful velikih številkah sodelovati. Ker tudi, če si ti nekoga spoznal, ki ga preko govoric nisi poznal, ne? Ker pač ne moreš več kao 150 do 200 ljudi dejansko poznati, lahko veš za njega, ne veš pa nič kaj o njem. Če ti je on rekel, da v isto stvar verjame, kot ti sta se zelo hitro zastopila, pa imela zaupanje, ne? Pa sta lahko sodelovala. In kam ima zdaj to povezavo, ko si vprašal, da če hočeš, da bojo neke skupine služile kot prenosniki nalezljivih sporočil, jih moraš obdržati pod 150 do 200. Aha, da so to hitre, da se te informacije hitro pretakajo. Ja, zaradi tega, ker takoj, ko bo ljudi več, se eksponentno povečuje možnost, da se ljudje ne bojo strinjali, pa da ne bojo enoglasno delovali. Tako da zaradi tega je tudi recimo mogoče ne samo zaradi sposobnosti v njih treh skupin, ampak tudi zaradi tega, ker so v dovolj majhni manjšini, da sploh sodelujejo na tak način, da ni zdaj polno nesporazumov glede informacij, ko jih predajajo naprej. Ker če ne bi se že v štartu vse skupaj postavili, pač da se ne strinjajo glede stvari, ne. Ja, ker tako, če zdaj pomisliš, težko boš več kot 150 do 200 ljudi dejansko imel v glavi, ki jih poznaš, pa nekaj veš o njih. Ja, že to je veliko, ne? Že to je veliko. Da se pol kar hitro ta prostorček zapolni, pa zdaj dokam sežeš to, da je pač ti to kaj nuca, ne? Tudi imen, da si zapomniš, ne vem, se kar nabere. Ja, tako da to so bili 3 zakoni epidemije, zakon peščice, dejavnik prijemljivosti, pa moč okoliščin, torej tipi ljudi pa faktorji, pa kako okolje vpliva na širjenje nekih epidemij oziroma informacij, trendov. In pač v bistvu so neki 3 glavni nauki te knjige na koncu izpostavljeni. Da prva stvar je, da če ti hočeš sprožiti neko epidemijo, torej, ko smo prej rekla, če bi kdo hotel neko osebno blagovno znamko ful razširiti, ali pa nek produkt prodati, ali pa zdaj zelo pač podjetniško razmišljam, ampak lahko je kakršnakoli ideja, da moraš vsa sredstva, čas pa pač denar
fokusirati na sam neki ključnih področji in to so v bistvu skupine povezovalcev, poznavalcev pa prodajalcev. Da do teh 3 tipov ljudi moraš čim bolj pač zgostiti informacije, ker pa bojo oni poskrbeli za ostalo. Ker bojo že najdeti ljudi, ki so zelo izraziti predstavniki teh 3 skupin, verjetno. Ja. Ker sicer vsi smo verjetno, ampak ti zdaj, če bi hotel to, moraš res najdeti neke 3, ki ful izstopajo. Da najdeš res tiste, ko veljajo vse tiste lastnosti za njih, ko smo jih prej predelala. Tako da to je prvi nauk. Drugi nauk je, da pač mi mislimo, da lahko stvari ful intuitivno naredimo, brez da pač razmišljamo, ampak da vidimo, da zdaj, da tisti, ko pa sprožajo te epidemije, čeprav to, kar počnejo, je intuitivno, ker jim je to pač ful naravno, da na ta način prenašajo informacije naprej, da še vseeno oni namenoma pač preizkušajo svojo intuicijo, ker morajo še vseeno premisliti malo, a bi zdaj to informacijo dali naprej. Ne? In da se moraš zaradi tega zavedati, da pač v bistvu človeška komunikacija, ne glede na to, koliko je predvidljiva, da sledi naboru ful takih nenavadnih pravil včasih. Tako je, na primer, telesna govorica ali pa tudi predvsem nenapisanih, ne, v bistvu. Ja, pa neke podrobnosti majhne, ko lahko spremenijo, kako dojemaš sporočilo. Ne. Tretja stvar je pa, da ljudje lahko pač preoblikujejo svoje vedenje ali pa mnenje sam, če dobijo za to pravo spodbudo. Ko smo že v prejšnji epizodi nekaj o teh spodbudah iz ekonomskega vidika govorila, in da na tebe pa pač najbolj vplivajo ravno te stvari, ko smo rekla, pač okolje, pa neposredne okoliščine, pa te osebnosti, ki te obkrožajo. Se pravi, ti 3 tipi ljudi. Ne? Zelo velika verjetnost je, da ko zveš za nekaj, kar še ni tako razširjeno, če imaš tako priložnost, da si za to zvedel od enega od onih 3 tipov ljudi. Ker poznavalc bo nekdo, ki bo tudi verjetno imel lastnost tega, čemu rečemo pri podjetništvu zgodnji uporabnik. Se pravi, ko na začetku sam peščica nek produkt uporablja. Ker oni bojo prvi, ko bojo nekaj probali, ko bojo raziskovali, je zelo verjetno, da boš od njega zvedel za to. Ali pa od pač poznavalca, od povezovalca, ki pa ni vedel za, ne uporabljate te stvari. Poznam ga, ko pozna, ko je uporabljal. Ja. On pa zdaj mi je razlagal, da tole dela, ne. Pač pa imaš pa še prodajalca, ko bo vse skupaj zapakiral paketek, pa bo povedal, zakaj je to dobro, pa kdo je to sprobal. Tako. Tako da to so tudi filtri nekako, oziroma tako neko lepilo, ko našo ekonomijo informacij drži skupaj. Ja. Čudovito. Zdaj pa, če se najdete v katerem od teh tipov, napišite v komentar, zato da vas poiščamo, da bomo lahko učinkovito prodajali vse, kar je možno. Rabimo jih samo 150. Ja, evo, bravo. Torej, kao 50 enih, 50 drugih, 50 tretjih. Ja, recimo. Zbiramo prijave, link in description. Ja, to pa ne vem, če je bilo govora, če je kako razmerje, ne. Po mojem zelo težko določiti, ker že med temi tipi, ne. Koliko bi bilo kjerih, če je kjerih več. Ampak, mogoče veš, to je zdaj mogoče malo off topic, ampak v kateri literaturi, oziroma kdo je pač omenil, da ljudje nismo bili navajeni živeti v velikih mestih ali pa čisto izolirani evolucijsko in da smo se vedno grupirali v neke skupnosti. Pa zdaj ne vem, 150 ali je bilo 1500 ali neka taka številka. In da pač pa da je to ravno pravno število ljudi za preplet teh socialnih razmerij in da pač je to skupina, v kateri bi naj ljudje živeli. Mislim, da je v več različnih verih literature, ampak najbolj se spomnim, kar sem jaz bral, to, ko sem prej omenil, od Hararija, Kratka zgodovina človeštva. Aha, no se lade pa to tam. Če kdo to poslušal ali pa bral, mogoče puste komentar. Če imate kakšno informacijo za pošerati. Yes. Ali pa kakšno knjigo za prodati. Ja, tako da napišite, če se s katerim od teh tipov poistovetite, pa če vam pač kaj prav pridejo te informacije. Meni se je zdelo
ta interakcija ful zanimiva. Ker enkrat sem se z izpostavljenim povezovalcem Aljažem Bernikom vozil ne vem kam, smo bila sama v avtu in sem mu jaz razlagal, ker sem takrat to knjigo prebral, kaj sem tukaj noter prebral. In zelo zanimivo, zdaj ko gledam nazaj, da v bistvu je bila to interakcija med poznavalcem pa povezovalcem, ne? Ker sem mu jaz pač, kar sem raziskal, predajal naprej osebi, ki pa ima ful ves in je mogoče kako idejo od teh. Pač Sam se on bi bil tudi prodajalec v bistvu, ne? Ja, lahko bi bil komod. Ja. Torej on te lahko posvoji, pa ima ta pol. Ja. Še imaš kaj za dodat? Nič. Dobro. Zaenkrat nič. Potem pa... Lepša hvala za pozornost. A ja, da mogoče sam zaključiš z avtorjem in kjera knjiga je bila to? Malcolm Gladwell, Prelomna točka ali The Tipping Point. Evo, za vsaki vas zanima, mogoče, če si boste prebrali, da ga če pa najlepša hvala za vašo... Preden zaključiš, sam spomnil sem se, če je komu bilo to ful zanimivo, pa če bo to bral, da sem ravno videl, da je nedavno izšel drugi izvod. Ne drugi izvod, ampak kot nadaljevanje Prelomne točke. Kao The Return of the Tipping Point od istega avtorja z še več primeri o tej psihologiji. Part 2. Tako. Ok. Tretjič, hvala za pozornost. In se vidimo prihodnjo sredo. Ja. Če še ne veste za naju, pa upava, da vama kakšen povezovalec pove za naju. Tako. Uživajte, nasvidenje. Adios. Drage poslušalke in poslušalci, hvala za vašo pozornost. Komentirajte, lajkajte in se naročite, ker če ne, se bo kaj zgodilo, Florian. Če ne bomo vašim najbližjim povedali vse vaše temne skrivnosti. Vse. Čau.